Najprej najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu za današnjo novinarsko konferenco iniciative Glas ljudstva. Povabili smo vas zato, ker bomo danes končno predstavili težko pričakovani volitvomat. Volitvomat je nastal na podlagi večmesečnega dela, v katerega je bilo vključenih čez 100 nevladnih organizacij in pač res neskončno število posameznikov in posameznic. Začeli smo že lani, najprej smo skoraj 2 meseca oziroma mogoče celo malo več kot 2 meseca pripravljali, kar se je potem izkazalo za 138 zahtev, ki smo jih dali vsem strankam. Res smo se zelo potrudili, da od čisto vsake stranke dobimo odgovore, večkrat smo jih klicali, pošiljali maile, papirnato pošto, res svašta smo probali. Na žalost, oziroma na razočaranje, na škodo, na sramoto, nismo dobili odgovorov vseh strank, pač te stranke še vedno lahko čisto vsaka odda svoje odgovore. Imajo uporabniško ime in geslo, v trenutku, ko bodo odgovore oddali, se bodo pojavili tudi na volitvomatu, tako da jaz jih še enkrat vse kličem, da to naredijo. Zdaj, ko smo se septembra lani začeli povezovati civilno-družbene organizacije, smo nekako ugotovili, da moramo nasloviti 2 ključna problema. Prvi ključni problem je ta, da je volilna udeležba v Sloveniji iz volitev v volitve nižja. Drugi ključni problem pa je, da je pravzaprav v predvolilnih razpravah vedno manj vsebine, torej vsebine, ki je pomembna v luči razvoja pač naše družbe, ki je pomembna za vse prebivalke in prebivalce Slovenije. In ljudje smo na nek način vedno bolj izločeni iz oblikovanja političnih zahtev. S pobudo Glas ljudstva želimo razbiti mit, da so vsi isti. Niso vsi isti. In odgovori političnih strank na naše zahteve so jasno pokazale, da imajo politične stranke zelo različne programske usmeritve, zelo različne razvojne vizije in prepričani smo, da v tej široki paleti strank, ki se bojo letos pojavile na državnozborskih volitvah, prav vsak najde tisto, ki mu je vrednotno blizu. Ampak seveda, naš glas šteje samo, če ga dejansko oddamo na volitvah. In ker je demokracija resnično demokratična, le če pri odločanju sodeluje kar največ ljudi, želi Glas ljudstva letos zagotoviti rekordno volilno udeležbo in v središče volilnih razprav spraviti razpravo o zeleni, pravični in demokratični družbi. En izjemno pomemben dogodek še, ki se nam pa bliža oziroma ki se ga bo v iniciativi Glas ljudstva organiziral, pa je tako imenovano soočenje z ljudstvom. Namreč vsi vemo, da bodo zdaj potekala razna soočenja na televizijah. Nam se zdi pa prav v smislu opolnomočenja samih ljudi, aktivnih državljank, državljanov, teh, ki smo tudi na ulicah izražali svoje mnenje in stališče o trenutni vladi, da je zelo pomembno na simbolični in na vsebinski ravni na nek način organizirati en velik dogodek, ki bo 15.4. v petek popoldne potekal na Trgu Republike, na katerega bomo povabili že spet predstavnike vseh političnih strank, da sodelujo na tem soočenju, na katerem ne bo vprašanj, ki bi jih zastavljali zgolj novinarji, ne bo vnaprej pripravljenih vprašanj, ki bi jih pač si lahko pogledali, ampak bodo dejansko vprašanja, ki jih bodo prispevali sami ljudje in jih bodo lahko tam direktno med ljudmi na istem nivoju zastavili politikom in potem dobili odgovor, direkten, konkreten odgovor na njihova vprašanja. Bomo pa seveda že spet videli, katere stranke so se dejansko pripravljene spustiti med ljudi, katere stranke se dejansko upajo pogledati iz oči v oči volivcem in odgovoriti tudi mogoče na kakšno provokativno ali pa neprijetno za njih vprašanje, katere stranke pa prisegajo samo na jumbo plakate in pa na neke intervjuje in ostale bolj oddaljene teme. Tako da 15.4. soočenje političnih strank z ljudstvom na Trgu Republike je ta ključen dogodek, na katerega seveda vabljeni tudi vsi mediji. Zelo bomo veseli, če bo kdo to tudi prenašal v živo, sam povem, poleg preko socialnih omrežij. Sandra, ti pa kar una franska za vozom. Porin, Sandra, porin. Ja, v bistvu se vratimo, da smo nekaj. A smo? Ne nazaj, Jaša, naprej. Se vidimo v Celju! Osnova volilnega prava, kaj je volilna pravica, kako se glasovi seštevajo. Tako da ne zdi delavnica v bistvu
bila na jasno dogodek,